Svojo pot je prehodila od skromne župnijske šole preko samostojne ljudske in osnovne šole do današnje podružnične šole. Skozi čas je na križ potih naletela na mnoge izzive, se z njimi uspešno soočala in jih presegala. Motniške učence poznamo pod imenom motniški polžki. Čeprav jih je v šoli malo, so skupaj starši velika družina in skupaj načrtujejo in izvedejo marsikatero dejavnost. Druži jih iskreno sodelovanje, zaupanje in spodbudno okolje. Urejene zunanje površine so zagotovo v ponos šoli in kraju, ter so plod dobrega sodelovanja šole s krajevno skupnostjo, športnim društvom in krajani za kvalitetno preživljanje prostega časa, za športno in kulturno druženje vseh generacij. Tudi sama sem kot učiteljica začela poučevati prav na podružnični šoli Motnik. Ugotovila sem, da je treba rasti in dihati šolo, če želiš, da pedagoško delo dobi pomen in smisel. Ko se danes srečujemo z nekdanjimi učenci, v njih iščem to, kar so bili nekoč, vir veselja, sproščenosti, optimizma, kar je pomembno vplivalo na to, da imam rada svoj poklic. Ta okrogli jubilej pomeni pomembno prelomnico, ne samo zato, ker ima šola novo fasado in novo streho. Poglejte, ta drž bo lepo novo streho tudi še dodatno prav, če bo potrebno. A mislim, da je to ta obletnica tudi neki mejnik v pregledu zgodovine tega kraja. Tega kraja, ki ima tako rekoč na enem območju, te krajevne skupnosti moram reči, na enem območju vse, kar druži ljudi. Ponavadi so rekli župnik, učitelj in župan. To je resnica in to je vedno bilo neko stičišče, oziroma ta bivališča teh pomembnih, recimo, krajanov. To so bila stičišča, kjer so se zbirali ljudje, kjer so iskali skupne ideje in jih potem družno s krajani tudi uresničevali. In ta koncept na nek način, če pogledamo to novo streho, strašili smo se, ko so mojstri odpirali to streho. Potrebno je bilo zapreti. Potem je bilo potrebno zagotoviti še nekaj denarja za fasado, pa ne zaradi praznovanja, ampak zato, ker je fasada potrebovala novo barvo in seveda tudi popravke. Mislim, da lahko v tem trenutku rečem vsem hvala, vsem, ki ste si prizadevali, da ta šola skozi desetletja in torej več kot stoletje ostaja, da druži ljudi, jih zbira skupaj in seveda si v tem trenutku vsi, predvsem pa domačini, te krajevne skupnosti, tega območja, težko zamišljajo, da šole ne bi bilo več. Pa imamo zraven še vrtec, imamo urejena zunanja športna igrišča. Vem, da bi želeli tudi večjo, oziroma da bi želeli telovadnico. Žal, seveda vse se ne da. Ko sem prejle pred preditvijo s podžupanom govoril o naših projektih v teh 15 letih, sem lahko ponosen in smo tudi vsi občinski svetniki v vseh teh mandatih in seveda tudi občinska uprava ponosni in prepričan sem tudi ravnatelji, učitelji, da imamo dobre pogoje za delo naših najmlajših. To so vaši polžki in ti polži, ki so rasli v 120 letih v tem kraju, v šoli, tudi v tej, potem kasneje. Ti polži seveda so delali tudi pomembne korake, išli so z tega kraja kot pomembni gospodarstveniki, obrtniki, tudi znanstveniki. In to je tisto, kar človeka vznemirja in ga veseli. Šola pa je bila vedno pomembna, tako za samo poučevanje otrok, kot tudi za sam razvoj kraja. V kraju je dvigovala kulturno ozaveščenost ter izobrazbeno strukturo in s tem je Motnik postajal prepoznaven širom svojih meja. Tega so se kmalu zavedali in tako pred 70 leti zgradili novo šolo, takšna kot je danes. Seveda, ne ravno takšna. Šola je skozi svoje obdobje doživljala kar nekaj lepotnih popravkov. Največ pa prav v zadnjem obdobju,
ali bolje rečeno v zadnjih 2 letih, saj je bila popolnoma obnovljena njena notranjost in pa zunanjost, vključno s streho. Zato bi se z tega mesta še enkrat prav lepo zahvalil občini Kamnik za njen posluh in vedenje, da takšna šola v kraju pomeni veliko več kot samo stara hiša, v kateri poteka pouk. Današnji dan pa je pomemben tudi zato, ker nismo pozabili na preteklost, saj smo izdali kroniko, ki bo našim bodočim rodovom podrobno približala šolstvo in življenje v Motniku. Seveda si vsega tega ne bi mogli predstavljati brez naših dobrih prijateljev, ki nam ob takih priložnostih vedno stojijo ob strani. Pa naj se bodo to krajani ali sponzorji, vi ste tisti, na katere smo ponosni.